V Šmartnem pri Litiji so v sredo uradno odprli prenovljeno odlagališče odpadkov Rakovnik. Le-to je služilo odlaganju odpadkov nekdanje industrije usnja Vrhnika, ki je imela svoj obrat v Šmartnem. Obljube o dokončni sanaciji odlagališča pa imajo dolgo brado. Največji problem pa so bile izcedne vode, ki so iztekale v bližnje vodotoke. Pomembne dejavnosti so bile predvsem, da so se uredile izcedne vode, ki so prej potekale po slabih drenažah oziroma so se izcejale tudi v prostor samo. Tako da se je zdaj dejansko zajelo vse vode iz odlagališča. Velik pomen je pa tudi, da zdaj se naredila PVC pokrov, ki preprečuje vdor meteornih voda. Tudi sam delim to veselje z lokalno skupnostjo in županom, da smo končno pripeljali projekt do konca. Več let, kar nekaj ministrov pristojnih za okolje pred mano se je s tem ukvarjalo, vsakokrat bo potrebno zagotoviti sredstva, pa vedno nekako ni šlo. Jaz sem vesel, da smo to pripeljali do konca. Od leta 2023, ki smo resno pristopili z mojim prevzemom okoljskega dela ministrstva, od projekta DIP, projektne naloge, potem seveda iskanja denarja v proračunu in pa lani seveda javno naročilo in pa izbor izvajalca. Več kot 3 milijone težek projekt, konec tega meseca se zaključuje, zdaj poteka končna evaluacija in potem bomo konec meseca natančno vedeli, kakšna je bila končna vrednost sanacije tega odlagališča. Gre za res uspešno zgodbo, kompleksna sanacija. Po slikah se je videlo, kako velik in obsežen projekt je to bil. Zdaj imamo varno, imamo sanirano, nove tehnologije, nova spoznanja, dognanja so bila vsa implementirana v ta projekt. Od voda, narave, zemlje, zraka in tako dalje. Tako da ne gre za enkratno dejanje, ki bi se ga kasneje moglo hitro popravljati, ampak gre za kar trajno sanacijo za prihodnje rodove in tega sem še posebej vesel. Na občini menimo, da gre za morda največji projekt v zgodovini samostojne občine. Treba pa se je zavedati, da gre za rešitev, ki pripomore širši skupnosti. Namreč iz starega lovilnega bazena so težke kovine prihajale dolvodno v Savo in tako naprej. Tudi sanacija tega odlagališča rešitev za dobršen del Slovenije. Vsekakor bo dolina postala lepa pohodniška pot. To je bila delno že v preteklosti, tako da mislim, da bo ljudje lahko opazili hudo razliko, ki je nastala s to sanacijo. Tako da še enkrat na tem mestu čestitam za pogum. Namreč ekološki projekti se težko umeščajo v proračune, ker naven izgleda, kot da samo ravnamo zemljo. Gre pa seveda, kot sem omenil, za izjemno rešitev za širšo skupnost.